Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Dober dan. Vlada je na današnji 76. seji sprejela odlok o uvedbi začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko. To odločitev vlade, ki stopi v veljavo v soboto 21. oktobra, bo komentiral minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar danes ob 15. uri v Luksemburgu. Po novinarski konferenci ministra pa bo izjavo pripravila tudi policija. Vlada je danes sprejela predlog novele zakona o delovnih razmerjih, ki jo bo predstavil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. Vlada je odločala tudi o regulaciji cen električne energije in zemeljskega plina. Kaj to pomeni za cene na položnicah, bo pojasnil minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Izvolite. Hvala lepa, Petra. Lep pozdrav. Kot najavljeno smo danes na vladi sprejeli dve uredbi, in sicer po izteku trenutne regulacije, torej konec leta 2023, bi se januarski računi za elektriko glede na december letošnjega leta za povprečnega gospodinjskega odjemalca zvišali kar za 30%. Zato se je vlada odločala in tudi odločila za podaljšanje regulacije za najranljivejši del prebivalstva. Tržne veleprodajne cene namreč tudi letos niso omogočale za naslednje leto in ostajajo krepko, niso omogočale sprejemanja cen za dobavitelje, za končne odjemalce, cen, ki bi lahko znižale cene od trenutnih zamejenih. In še vedno ostajajo krepko na dolgoletnem povprečju, kar se tiče za leto 2024. Pri tem želimo ob postopni odpravi regulacije spodbuditi tudi varčevanje z električno energijo in narediti tudi prave korake v smeri racionalne rabe električne energije. Tako bo enaka cena, kot do sedaj zamejena navzgor, veljala le za 90% dejanske porabe, za 10% porabe pa bo zaračunana tržna cena, torej cena, ki jo bo dobavitelj določil svojim odjemalcem. Odjemalec bo tako na računu imel ločeno prikazano in navedeni obe ceni. Končni račun za povprečnega gospodinjskega odjemalca, povprečni gospodinjski odjemalec pa ima v Sloveniji porabo 4035 kWh letne porabe in obračunsko moč 7 kW ter razmerje porabe v veliki in mali tarifi, se pravi 45% porabe v višji in 55% porabe v nižji tarifi. Ta račun se bo, glede na naše simulacije in pa po trenutnih tržnih cenah, na trgu zvišal za 3,7%, torej ne za 30%, ampak le za 3,7%, oziroma to v nominalni vrednosti prinaša 2,64 evra. Znesek, ki je trenutno na računu za povprečnega gospodinjskega odjemalca znaša 7,3 evra, z zvišanjem pa skoraj 73 evrov. Regulacija bo veljala za gospodinjske odjemalce ter tudi za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb do konca leta 2024, se pravi za celo leto 2024. Regulacija cen električne energije bo imela najmanj dva pozitivna učinka. Prvi pozitiven učinek je namenjen ljudem, torej gospodinjstvom. Država namreč na svoja pleča prevzema del stroškov električne energije, s tem ukrepom bomo pomagali ljudem in jih razbremenili pritiska višjih cen električne energije. Drugi pozitiven učinek pa je makroekonomski, saj gre za ukrep, ki bo zagotovo pripomogel k umiranju inflacije, gre za protiinflatorni ukrep in pa inflacijskih pritiskov, ki jih imamo na vse sfere družbe. In to se bo še posebej poznalo tako ljudem, kot tudi posredno gospodarstvo. Vlada je tudi izdala uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema, s katero je določila najvišjo drobno prodajno ceno zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce in za vse vrste gospodinjskega odjema. Uredba se bo uporabljala le za čas zime, torej od 1.1.2024 do 30.4.2024. Napoveduje se, da se bodo razmere na svetovnih plinskih trgih v prihodnjih mesecih zaostrile, tudi zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu. Zato želi vlada pravočasno zdaj preprečiti in delovati preventivno in zagotoviti gospodinjskim odjemalcem za čas kurilne sezone stabilne cene, predvidljive cene in s tem tudi znižati
končne račune za ogrevanje, se pravi za ogrevanje iz naslova zemeljskega plina. Uredba se nanaša na vse vrste gospodinjstva, kot sem rekel, in se bo s tem na nek način gospodinjskim odjemalcem, ljudem ohranil del kupne moči, kar je tudi eden izmed ključnih ciljev vlade. Kar želim poudariti je, da s tem preprečujemo dvig oziroma vlada z preventivnim zamejevanjem cen na drobnoprodajnem trgu zemeljskega plina znižuje končne račune za gospodinjstva za slabih 22% glede na trenutno zamejeno ceno 73 evrov na megavatno uro. Hvala lepa. Najlepša hvala. Torej, draginjski ukrepi za ljudi, da bodo lažje preživeli zimo in prihodnje leto. Zdaj pa so na vrsti vprašanja. Najprej prednost tukaj na spletu kdo? Z dvigom roke se lahko na spletu tudi prijavite k besedi. Kot kaže ni. Hvala lepa ministru za te spodbudne novice in odločitev vlade. Hvala lepa. Zdaj pa vabimo k besedi ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesca, saj je vlada danes sprejela predlog novele zakona o delovnih razmerjih, o katerem smo v zadnjih dneh veliko slišali. In Luka Mesec kot minister se tudi veliko pogajal s socialnimi partnerji o tem zakonu. Tako da čakamo, da pride minister Mesec. Pozdravljeni. Dober dan. Vas sem že napovedala, predstavljali boste predlog novele zakona o delovnih razmerjih, ki je v zadnjih dneh sprožila veliko polemik, pa tudi veliko ur ste imeli pogajanj. Zdaj pa kakšen je izplen, izvolite. Okay, ja. Hvala lepa in lepo pozdravljeni. Zakon o delovnih razmerjih smo na Ministrstvu za delo z socialnimi partnerji in medresorsko usklajevali več kot eno leto. Pogajalska skupina je bila odprta konec septembra lanskega leta. Zdaj v zadnji fazi smo se z socialnima partnerjema, torej z delodajalci in sindikati dogovorili, da glede pač na obseg novele in glede na številna nestrinjanja, ki so se v procesu pojavila, gremo v reformo v dveh krogih. Se pravi, najprej v ožjem delu bomo reformirali ZDR zdaj po nujnem postopku do 15.11., ker to moramo storiti zaradi prenosa direktiv. Potem pa ostane kup ukrepov za drugi krog, kjer boste imela oba socialna partnerja, tako delodajalci kot sindikati, možnost predlagati tudi svoje ukrepe. Tam bomo pa nadaljevali s pogovori in ukolikor bomo podpisali memorandum o pridružitvi delodajalcev nazaj v ekonomsko-socialni svet, bomo tudi postavili jasen časovni okvir, recimo, da bodo ti pogovori zaključeni v 3 ali 4 mesecih. Toliko mogoče za uvod. Zdaj ta teden smo se, kot vidite, dogovarjali obojem. Se pravi o tem, da bi delodajalci prišli nazaj v ekonomsko-socialni svet in drugič o tem, kakšna oblika zakona o delovnih razmerjih bi bila sprejemljiva. Pri prvem delu, se pravi delodajalci in ekonomsko-socialni svet, smo prišli zelo blizu, praktično je protokol usklajen. Nismo pa prišli skupaj na točki zakona o delovnih razmerjih, čeprav smo prišli zelo blizu. Mislim, da lahko rečem, da smo tam nekje 90% vprašanj razrešili oziroma tista, ki jih nismo razrešili, smo dogovorno prestavili v drugi krog. Kakorkoli, jaz sem z izplenom prvega kroga zadovoljen in vam želim danes na kratko predstaviti, kaj gre v nujno novelo, ki je bila danes sprejeta na vladi. V njej je več stvari, ki izboljšujejo položaj zaposlenih v Sloveniji. Prva stvar je oskrbovalski dopust, druga je bolj predvidljivi delovni pogoji, tretja subsidiarna odgovornost naročnikov v gradbenem sektorju, četrta pisno opozorilo pred odpovedjo, peta izboljšave glede agencijskega dela, šesta pravica do odklopa, sedma boljše varstvo sindikalnih zaupnikov in osma večje varstvo žrtev nasilja. Pa bom vsako od teh na kratko razložil. Prve 3 so iz evropskih direktiv.
Oskrbovalski dopust, to je po direktivi iz Evropske unije, ki je bila sprejeta leta 2019, smo pripravili člene zakona, ki pravijo, da tisti družinski člani, kjer se pojavi potreba po obsežnejši negi in podpori drugemu družinskemu članu iz zdravstvenih razlogov, lahko dobijo do 5 dni neplačanega dopusta na leto, morajo pa seveda o tem predhodno obvestiti delodajalca. Se pravi, v Slovenijo uvajamo možnost 5 dni oskrbovalskega dopusta, če skrbite za bolne stare starše ali kaj podobnega. Druga stvar, ki je zelo pomembna, je subsidiarna odgovornost. To pomeni naslednje. Če nekdo naroči gradbena dela, recimo nov štadion, najame podizvajalce, potem pa projekt zaide v težave in podizvajalcev ne plača, imajo zaposleni pri teh podizvajalcih možnost terjati naročnika in ne samo šefov podizvajalcev. To vemo, da je do zdaj v gradbenih projektih v Sloveniji zelo pogosto bil problem in to v tem zakonu urejamo. To je konec koncev tudi skladno z evropskim pravom in smo prenesli dobre prakse. Tretja stvar so predvidljivi delovni pogoji, to je evropska direktiva, ki pomeni naslednje, da bo delavec lahko delodajalcu enkrat na leto predlagal sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi z izboljšanimi delovnimi pogoji. Delavec pa se bo moral na to odzvati in se opredeliti. Skratka, vzpostavljamo možnost, da delavec sproži iniciativo za izboljšanje svojih delovnih pogojev, novo delovno pogodbo. To, kot rečeno, je evropska direktiva.